Nogometaši Keti Emi in Pol Bistrica so v četrtem krogu doma igrali proti ekipi Primorja. Na koncu sta si ekipi razdelili točko po točko. Rezultat je bil 0:0. Obračun ekip sredine prvenstvene lestvice med Keti Emi in Pol Bistrico in Primorjem je spremljalo 350 gledalcev in to v športnem parku v Slovenski Bistrici. Žal pa privrženci okroglega usnja niso videli zadetka. Po 90 minutah igre se je srečanje končalo s tistim začetnim izidom 0:0 ter vsakemu akterju po ena prvenstvena točka. Ta tekma je bila zelo težka, nasprotnik je bil zelo agresiven, dober, čvrst, izkušen, tako da lahko bi tekma šla v eno ali pa v drugo smer, ampak na koncu je bilo prišlo do točke in nismo zdaj najbolj zadovoljni, imeli smo svoje priložnosti, ampak vseeno smo novi drugoligaš, tako da smo točko po točko in samo tako dalje. V prvem polčasu je veselje gostom v modri športni opremi preprečil izredno razpoloženi domači kapetan vratar Jaka Dabanović. V 13. je po tem obetavnem napadu ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Lepo je posredoval tudi v 33. minuti. Guliču pa je strel ubranil v 36. minuti. Za domače pa bi lahko zadeli Nejc Bračko v 16. Ferčič v 28. minuti in Panič 10 minut kasneje. Vedeli smo, da je Primorje zelo dober nasprotnik. Mislim, da smo že od začetka v tekmo vstopali zelo dobro. Takoj smo šli v pritisk in nismo dovolili, da si ustvarjajo kakšne resne priložnosti. Tudi mi smo potem malo prevzeli pobudo in iz njihovih napak ustvarili kar nekaj lepih priložnosti, ki jih pa nažalost nismo zaključili. Če smo v prvem polčasu videli veliko zamujenih priložnosti na obeh straneh, je bilo teh polovico manj v drugem delu tekme. Varovanci trenerja Franca Friedla so pravo priložnost za zadetek zamudili v 75. minuti, ko je s tem strelom Niko Habelka zadel vratnico. Domačini pa v tekmi gostov niso presenetili z bolj obrambno postavitvijo igre. Imeli smo mi svoje momente, tako ko je imela Bistrica svoje. Na koncu točka, trda točka na težkem igrišču in zadovoljni smo s tem. Vsekakor bi bilo boljše, če zmagamo, ampak je v redu tudi točka. Točkovni izkupiček nogometašev iz mesta Aluminija pa je po 4 krogih 5 točk. Zabeležili so zmago v gosteh, dvakrat igrali neodločeno na domačem igrišču in izgubili v gosteh, ter držijo 8. mesto na prvenstveni lestvici. Pa mislim, da glede na našo ekipo mlado, večina igralcev je mladih, ki ni igrala druge lige, in mislim, da smo zelo dobro štartali v sezono. 5 točk, če bi kdo pred sezono rekel, mislim, da bi se vsak strinjal s tem, tako da samo tako moramo nadaljevati in mislim, da bomo še uspešnejši. Po veliki točki proti nekdanjemu prvoligašu bodo bistriški nogometaši v naslednjem 5. krogu igrali z drugovrščeno Krko iz Novega mesta. Torej pred njimi je vroče gostovanje na Dolenjskem. Začeli so teči roki za volilna opravila za izvedbo predsedniških volitev, ki bodo 23. oktobra. Volivci lahko odslej s podpisi izrazijo podporo posameznim kandidatom, mogoče tudi vlaganje kandidatur. Zbiranjem podpisov se je v predsedniško tekmo podal tudi poslanec največje opozicijske stranke SDS in nekdanji zunanji minister dr. Anže Logar. Logar je svoje podpornike v ponedeljek 22. avgusta pozdravil pred upravno enoto Slovenska Bistrica. Volilna kampanja se bo uradno začela 22. septembra. Smučarsko-skakalni klub Šmartno na Pohorju je od 27. avgusta naprej bogatejši za novo skakalno pridobitev. Kajti z plastiko so preplastili skakalnico, ki bo sedaj dovoljevala skoke do 47 metrov. Vsekakor pa bodo lahko skoke izvedli tudi v večernih urah, kajti imajo tudi nove reflektorje. Mi pa poglejmo, kaj se je na Šmartnem dogajalo deževnega 27. avgusta. Šmartno na Pohorju je bilo v zadnjo soboto meseca avgusta v znamenju smučarskih skokov. Domači smučarsko-skakalni klub je postal bogatejši za prenovljeno domačo velikanko, ki bo tudi sredi vročega poletja dovoljevala treninge in tekme na visoki ravni. Skakalnica s plastično podlago bo omogočala skoke do točke 47 metrov. Razsvetljava na samem prizorišču pa bo omogočila izvedbo tekem tudi v večernem času. Najprej smo seveda prilagodili zaletišče, potem pa velik zalogaj ureditev doskočišča in v lansko jesen in letošnjo pomlad smo seveda položili še keramično smučino in pa plastično maso, tako da nam zdaj omogoča skoke v bistvu skozi vse leto, tudi če je pomanjkanje snega, komot
skačemo na keramični smučini, na plastični masi. 1/3 smo vložili lastnih sredstev, predvsem pa ogromno lastnega dela. Ne. Vse polaganje plastike, keramike smo upravili sami. To je bil tudi finančno, bi rekli, smo prišparali kar okrog 20 000 evrov. Ostalo pa so nam bili v pomoč največ občina Slovenska Bistrica z namenskimi sredstvi za šport in pa ostali lokalni sponzorji, ki so nam zvesti že nekateri preko 20 let, nekatere smo pridobili na novo, ker enostavno vidijo, da delamo, da se razvijamo in so nam pripravljeni na srečo v teh hudih časih še pomagati. Na dan otvoritve velikanke se je zbralo veliko ljubiteljev smučarskih skokov ter sponzorjev, ki so zraven prostovoljnega dela omogočili, da je ta projekt dobil tako lepo podobo. Po nagovorih gostov in župana dr. Ivana Žagarja so otvoritveni trak prerezali. Župan dr. Ivan Žagar, predsednik smučarskih skokov in nordijske kombinacije Slovenije Borut Meh, predsednik Športne zveze Slovenska Bistrica Bojan Fajs, predsednik kluba Rado Vaner in bivši predsednik krajevne skupnosti Modest Motaln. Pomemben pečat otvoritveni slovesnosti in revijalni tekmi pa so dali tudi slovenski reprezentant Lovro Kos, dobitnik ekipne srebrne olimpijske kolajne in stajajoča zvezda v svetovnem merilu. Neverjetni občutki so bili na mnoga leta dan, tiste 3. mesec sem bil zmeraj ostal v spominu, pa še olimpijske igre. To pa itak vsak športnik sanja o tem, da bi tam enkrat nastopil pa dosegel to kolajno. Kako se z mislimi sprehodiš na tiste svoje začetke, ki si jih imel? Ja, dejansko takoj, ko sem prišel sem, ko sem videl skakalnico, sem se počutil tako domačega, kakor sem se v Moravčah, tako so lepi spomini prišli nazaj. No. Med oboževalci je veliko aplavza požela tudi zdaj že bivša smučarska skakalka Špela Rogel, ki je izpisala lepo športno pot. Enostavno sem bila ena izmed prvih, nekako sem morala ledino in ravno zato mi je bilo mogoče teže, ampak sem bolj vesela, da imajo tekmovalke za mano veliko boljše pogoje. Na kaj ste osebno v svoji karieri najbolj ponosni? Najbolj sem ponosna na srebrno medaljo ekipno iz Oberstdorfa in pa sigurno svojo zmago v svetovnem pokalu. Žiga Mandl je športno pot skakalca začel prav na tem delu Bistriškega Pohorja, zato je nove pridobitve še toliko bolj vesel. Ja, glede na to, da je 26 let od tega, so to že spomini daleč, segajo daleč nazaj, ampak so zelo lepi spomini, zelo veliko lepega smo doživeli. Veliko se je spremenil, sploh skakalnice, tako da je lepo priti nazaj pa se obuditi spomine. Vedno domači objekti pomenijo veliko. Če nimaš domačih objektov, v bistvu deluješ težko oziroma si vezan na prevoze. Z domačo skakalnico, sploh z veliko, imaš možnost, da otroci tukaj trenirajo celo srednjo šolo in jim je to prihrani veliko časa, ker vožnja danes v druge kraje po Sloveniji res vzame kar nekaj dragocenega časa. Ampak to, kar so naredili s toliko prostovoljnimi urami, je res nekaj neverjetnega in postaviti sred Pohorja toliko lepi skakalni center je res same hvale vredno. Tekmovalno sta velikanko po zaletni smučini in doskočišču odprla člana domačega kluba in slovenska mladinska reprezentanta Uroš Verbek in Sandi Ačko, ki sta nato v revijalni tekmi v članski konkurenci osvojila prvo in drugo mesto. Zmagovalec Uroš Verbek je najdlje skočil v drugi seriji, ko je pristal pri najdaljši dolžini dneva z rekordom naprave 45,5 metrov. Ja, skakalnica se mi zdi v redu, ustreza mlajšim generacijam, tu bojo lahko trenirali, ne bojo se rabili voziti, pa imeli bojo boljše razmere, tako mi smo imeli sam 20-metrsko, zdaj imajo večjo napravo in jim bo lažje. Drugovrščeni Sandi Ačko je skočil 44,5 metrov. Jaz želim vsem tem mladim, da izkoristijo tale center, pa predvsem, da znajo ceniti to, kar imajo tule, ker tako jaz pa moj predhodnik, tamle Uroš Verbek, nismo imeli teh možnosti, smo se mogli veliko voziti po svetu, tako da je to ena velika pridobitev za celotno Šmartno, tako da upam, da bo to znal ceniti pa izkoristiti.
V ženski konkurenci je nastopila tudi članica domačega kluba Lucija Jurgec, zasedla je drugo mesto in to skokom 42,5 metrov. Zaupaj manj tvoje dosežke? Lansko zimo sem bila tretja med svojo kategorijo na državnem prvenstvu in peta med mladinkami do 16. V kategoriji mlajših kadetov je s konkurenco 19 tekmovalcev opravil in to z odliko Tin Juhart. V drugi seriji je s telemarkom pristal pri 41,5 metrov. Na dan otvoritve in potekom smučarske tekme pa je od zadovoljstva žarel prvi mož stroke smučarsko-skakalnega kluba Šmartno na Pohorju Vlado Ačko. Ja, mislim, da bomo imeli še boljše uspehe, kot smo jih do sedaj. Pri mladih sploh, ker smo mogli hoditi daleč na treninge, imeli smo samo malo skakalnice, tako da nam je to res velika pridobitev. Na Treh kraljih je od 25. do 27. avgusta potekal 4. festival Roots in the Woods. Kljub občasno slabšemu vremenu se je na prizorišču pod smučarsko progo Črni vrh zbralo lepo število obiskovalcev. Kot so zapisali organizatorji, je njihovo poslanstvo spodbujati odmik od vsakdanjega vrveža v naravo, ki je dar, ki ga je nemogoče nadomestiti. Zato so se tudi letos zakorenili med pohorskimi krošnjami in planjavami. V 3 festivalskih dneh se na 2 odrih zvrstilo preko 40 domačih in tujih izvajalcev. Prireditev so popestrili tudi s spremljajočimi dejavnostmi. Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica je v torek 30. avgusta na dvorišču Cuker Kuhne v Bistriškem gradu pripravil skupno novinarsko konferenco, na kateri so podrobneje predstavili letošnjo prireditev podobe bistriških domačij. Organizatorji so novinarje seznanili še z nekaterimi ostalimi dogodki in prireditvami, s katerimi vstopamo v letošnjo jesen. Tradicionalno prireditev že 25. podobe bistriških domačij, ki bodo 9. in 10. septembra, je predstavil Tomaž Repnik, direktor Razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica. Dogodka oziroma aktivnosti, ki se bosta izvajali skozi oba dneva, bosta razstava nagrajenih kruhopotic in ognjiščnih potic ter dan odprtih vrat čebelarskega centra. Ravno vidim, da se nam je tudi gospod Prah pridružil, tako da bo lahko kaj več o tem podrobnosti povedal on. V petek potem bo potekal tudi festival keramike Keramik Art v okviru Centra domače in umetnostne obrti. Tu mislim, da bo gospa oziroma gospodična Anja kaj več o tem povedala. Bistveni dogodek v petek bo strokovni posvet z naslovom Mladi v kmetijstvu in ukrepi namenjeni mladim v novem programskem obdobju. Potem pa še v petek poteka tudi podelitev priznanj za najboljše ocenjene kruhe potice in ognjiščne potice. Sobota, poleg že klasične grajske tržnice, ki poteka tukaj v naši neposredni bližini, se bo večina aktivnosti odvijala na parkirišču pri parku. Če tudi te kar na hitro preletim, potekal bo 7. rokodelski praznik, se pravi, vse slovenski rokodelci se bodo tudi letos tukaj predstavili. Potekale bodo predstavitve turističnih in kmetijskih društev, potem bo, kot že omenjeno, tudi v soboto odprta razstava kruhov in potic. Dogodek, ki bo letos različen oziroma dodaten k lanski ponudbi bistriških podob, pa bo oziroma bosta pravzaprav dva. Najprej bo
potekalo tekmovanje v pripravi jedi iz kotličkov. Pripravljale se bodo tradicionalne lokalne jedi, ki bodo potem tudi na voljo na pokušino. In letos bodo potekale tudi igre turističnih društev, ki lani niso bile izvedene. Nekaj več o spremljevalnem dogajanju na podobah bistriških domačij so povedali tudi Srečko Rajh iz Kmetijsko-svetovalne službe Slovenska Bistrica, Anja Zamuda iz Centra domačih in umetnostnih obrti Slovenska Bistrica, Leopold Turki iz Medobčinske turistične zveze Slovenska Bistrica in Maksimilijan Prah, predsednik Čebelarskega društva Slovenska Bistrica. 10. septembra bo v Grajskem parku tudi 10. Fridin rojstni dan. Tradicionalno prireditev za otroke je predstavila Nina Pufič iz društva Fridina Mišnica. Aktualno dogajanje na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica sta predstavili direktorica Bistriške ljudske univerze magistra Brigita Kruder in Vinka Kunstek, koordinatorica projektov v Centru za starejše Metul. Odprtje obnovljenega vaškega perišča na Črešnjevcu, ki bo 13. septembra, je napovedala Nina Globovnik iz osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec. Vse slovensko srečanje zeliščarjev, prireditev bo 11. septembra, Aleš Bandur, predsednik Zeliščarskega društva Hermelika, tradicionalni Evropski teden mobilnosti pa Tomaž Pristovnik iz Rica Slovenska Bistrica. Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica in Stanislav Mlakar, podžupan občine Slovenska Bistrica in predsednik varnostnega sosveta, sta v sredo 31. avgusta v prostorih občinske stavbe predstavila varnostne razmere pred začetkom šolskega leta in ostale aktualne zadeve v občini. Stanislav Mlakar je na novinarski konferenci takole ocenil trenutno varnostno stanje v občini. Ocena sama varnostnih razmer v prvem polletju je po podatkih policije dokaj ugodna, s tem, da se je nekako povečalo število kaznivih dejanj, predvsem vlomov in navadnih tatvin. Predvsem gre se za vlome v stanovanjske objekte. Jaz bi na tem mestu resnično pozval vse občanke in občane k samozaščitnemu obnašanju. Mi smo v preteklosti v sodelovanju s policijo že marsikaj na tem samozaščitnem ravnanju storili oziroma nekako opozarjali ljudi, kako ravnati v primeru sumljivih oseb, v primeru, ko odhajajo na dopust, ko se bilo kaj takšnega sumljivega v njihovih soseskah, v njihovih stanovanjskih naseljih dogaja. Bomo pa v tem kontekstu načrtujemo tudi izdajo ene zloženke, ki bo pa tudi v digitalni obliki, ker vemo, da se predvsem mlajši bolj digitalne oblike poslužujejo, za starejše mogoče pa bolj v pisni oziroma fizični obliki, da se nekako osredotoči ljudi v samozaščitno obnašanje, pa nekaj tudi seveda v sodelovanju z varnostnimi službami, moramo reči tudi, da se bo še tudi opozarjalo, da se nekatere predvsem stanovanjske objekte, stanovanja tudi zavaruje z mehansko in tehnično zaščito. Zdaj, kar se tiče samega javnega reda in miru, je sicer v osnovi situacija v občini ni pereča, štrlijo pa posamezni primeri vandalizma, ki pa nekako dajejo v bistvu zaradi česa prihaja do nekega slabšega občutka varnosti. Mi vemo, da sama statistika na področju varnosti kaj dosti ne pomeni, največ pomeni to, kako se ljudje v tistem okolju počutijo, ali se počutijo varne ali ne. Mi sicer ocenjujemo, to smo tudi ocenili na seji varnostnega sosveta, da je mesto in občina Slovenska Bistrica varno. Ampak seveda ta občutek varnosti pa je treba z nekaterimi oblikami dela, tako policije, redarske službe in tudi varnostnih služb še izboljšati, ker se seveda bojimo v primeru, da pride do nekaterih problemov, zaradi katerih bi prišlo do poslabšanja občutka varnosti, se bojimo, da bi zelo težko takšno situacijo tudi popravili. V tem kontekstu seveda moram povedati, da decembra mineva 10 let, odkar je pričela delovati
delovati projekt Varovana soseska. To je bil en projekt, ki smo ga ustanovili januarja 2013 v sodelovanju s Fakulteto za varnostne vede, potem policijsko postajo, varnostnimi službami in medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, po zgledu ameriške policije Sari Police, kjer se gre za nekako partnersko sodelovanje vseh teh služb in se izvaja nekako koordinirano delo, se pravi, poenostavljeno povedano, da se policist in redar nikoli ne srečata v istem času na istem mestu, s tem se nekako zagotovi, da je ta vidnost, prisotnost ljudi, ki odgovarjajo za področje varnosti, tudi nekako večja. In tu jaz mislim, da smo vseeno v mestu Slovenska Bistrica dosegli v teh 10 letih tudi skozi statistične podatke, še posebej pa skozi občutek varnosti, ki pa jaz predlagam, sicer nekako se vodstvo občine se bo vsaj v enem delu tudi mogoče kaj zamenjalo, ampak naslednjem letu pa predlagam županu, ki pa verjamem, da bo še ostal, da se ponovno izdela ena ocena, ena anketa med ljudmi glede samega zadovoljstva z varnostnimi službami, z samo ureditvijo tega varnostnega področja v samem mestu in na podlagi tega se pač nekako začrtajo nov sistem dela ali pa se ta sistem dela varovane soseske se poskuša nekako tudi dopolniti. Jaz mislim, da v tem delu, da je to potrebno narediti, ker so rezultati resnično dobri in je prav, da se tako tudi nadaljuje. Nenazadnje smo leto 2015 prejeli tudi državno priznanje od Inštituta za korporativne varnostne službe, najbolj varna občina v Sloveniji. Tako da mislim, tudi s tem smo lahko kar ponosni in zato moramo še kot spodbuda sigurno s tem delom, s takšno obliko dela tudi nadaljevati. Glede samega vandalizma seveda je pa najbolj bijeta v oči ta dva primera v avgustu in še prej v juliju na samih urbanih vrtovih, kjer je prišlo do vandalizma. Sicer večje materialne škode v znesku, v tolarski oziroma evrski vrednosti je težko govoriti, ampak gre se za ta občutek varnosti, ki je seveda in tudi ljudje, ki res vzorno varujejo te vrtičke, potem vidijo, da jim nikdo to uničuje, seveda to je eno v bistvu uničevanje nekega njihovega volje, ponosa do tega njihovega dela in to v nobenem primeru ne smemo dopustiti, zato se je tudi dodatno povečalo okrepljeno delo policistov in redarjev, predvsem v nočnem času in jaz upam, da bo tudi glede tega, da bojo rezultati ugodnejši. Zelo smo se nekako bali, da bojo zaradi povečanja teh prireditev, ki zdaj so bile že v drugi polovici avgusta in tudi kar prihajajo zdaj v septembru, da bo prihajalo še dodatnih oblik vandalizma v samem mestu Slovenska Bistrica, ampak moram resnično pohvaliti vodstvo gasilskega društva Slovenska Bistrica, ki so imeli 27. to gasilsko veselico, zelo dobro obiskano veselico v mestu, pa tudi zelo dobro organizirano. Jaz ocenujem ta varnostni vidik in mislim, da nobenega večjega varnostnega incidenta ni bilo, še posebej, kar pa je velikokrat prisotno v takih primerih, pa prihaja v samem mestu, ko je teh prireditev konec, prihaja do vandalizma, do razbijanja, do prevračanja košev za smeti in tako dalje. Tega v tem primeru ni bilo in so tudi, moram reči, da so tudi sami gasilci, tudi po mestu, ne samo na prireditvenem prostoru, so po 3. uri zjutraj so se malo sprehodili, tudi z vozili šli okoli in tudi to je bil zelo, zelo dober preventivni učinek. To govorim tudi zaradi tega, dobro, prvo pohvala gasilcem Bistrice, drugo pa zaradi tega, ker je teh prireditev v septembru še kar precej napovedanih in seveda apeliram na vse organizatorje prireditve, da poskrbijo za varnost, da skrbijo za redarsko službo, ne samo na prireditvenem prostoru, tudi na parkiriščih in še mogoče, če se to zavleče v pozno noč, tudi malo širše, pa da koordinirajo svoje aktivnosti skupaj
s policijo in našim medobčinskim inšpektoratom in redarstvom. To, kar se tiče tega, no in naslednja je pa, bi omenil še stanje varnosti v cestnem prometu. To je tudi ugodno, ni nekih večjih problemov, razen ena prometna nesreča s smrtnim izidom je bila v prvem polletju na avtocesti, drugih primerov hujših resnično ni bilo. Je pa na tem našem sestanku varnostnega sosveta je pa predsednik sveta za preventivo v cestnem prometu gospod Leskovar predstavil te aktivnosti, ki jih bojo izvajali od jutrišnjega dne naprej skupaj z Združenjem šoferjem in avtomehanikom in tudi ostalimi prostovoljci. In jaz mislim, da če bo tako njihovo delo potekalo, kot je pretekalo v prejšnjih letih, da res se nam za varnost naših otrok na poti v šolo in tudi vrtce, da se ni za bati. Skoraj 195 tisoč slovenskih učencev in okrog 79 tisoč dijakov je začelo novo šolsko leto. Današnji dan je prav poseben za 20 797 prvošolcev, ki odpirajo novo poglavje življenja. V občini Slovenska Bistrica je skupaj prvič šolski prag prestopilo 293 otrok. Živahno je bilo tudi na drugi osnovni šoli Slovenska Bistrica in osnovni šoli Pohorskega odreda. Prvi dan šole je obenem priložnost, da voznike, otroke in starše spomnijo na pomembnost varnega in odgovornega vedenja na cesti, ki otrokom omogoča varno pot v šolo. Avtomoto zveza Slovenije tudi letos v sodelovanju z Avtomoto društvi in policijo izvaja aktivnosti, s katerimi želi pred začetkom šolskega leta voznike, družbo in pristojne institucije opozoriti na vračanje otrok in mladih udeležencev na šolske poti. V okviru omenjene akcije sta se maskoti AMZS, Anja in Marko, ustavili tudi na Trgu Svobode v Slovenski Bistrici, kjer je zbrane pozdravil tudi dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, in spomnil na pomen varne poti v šolo. Dejstvo je, da zdaj so šolarji spet ponovno dodatno na cesti, čeprav so na cesti tudi med počitnicami, ali pa še mogoče bolj na nek način, ampak vseeno, in gre res apel vsem udeležencem prometu, da spoštujejo v bistvu prometne predpise, da se držijo tega, da so tudi posebej pazljivi, ne samo, da pazljivo uporabljajo ali pa izvajajo promet, zato ker je zelo pomembno, če si ti aktivn, pa vidiš, pa tudi predvidiš kakšno situacijo, ki se lahko sicer zgodi na eni strani, na drugi strani pa seveda tudi gre apel tudi na starše in vse tiste, ki sodelujejo v tem vzgojnem procesu, da dodatno se opozarjajo še na otroke, pa na vse, da pač je promet prisoten, vemo, da prometa nič ni manj vsako leto, kvečemo ga več, ne pojavljajo se še neke nove oblike, recimo tudi ta električna vozila, ki so po moji oceni še dodatno, mislim ne problematična, ampak tudi dodatno nevarna, če jih ne uporabljaš tako, kot je pač treba, ker so preveč tiha, ker so, marsikdo jih tudi verjetno podcenjuje. Teda tu res gre še enkrat res apel, da pač res na vse, ki so udeleženci v prometu, da se zavedajo, da niso sami v prometu, ampak da še do drugi, jaz sem prepričan, da bi tudi marsikatera nesreča, pa tudi vidik varnosti bil še boljši, če bi se res prometni predpisi dejansko tudi spoštovali, bi pa se tudi to priložnost pač izkoristil, pa bi se zahvalil vsem prostovoljcem, ki nam pomagajo, da stvari pač stečejo.